gremo kar na predstavitev. Torej, kaj sploh je LIDER? Zdaj, če vas lahko kar tako prek online vprašam, ali poznate sploh, kaj je LIDER, tisti, ki ste novi z nami, lahko se oglasite v chatu, dvignete rokco ali karkoli, pa bomo videli, koliko vas sploh pozna ta pristop, razen seveda naših lokalnih akcijskih skupin. To je neko orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu od spodaj navzgor. Torej, lokalnemu prebivalstvu na podeželju omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev, to so tako imenovane lokalne akcijske skupine ali okrajšano LAS, aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja. V Evropi je ta pristop prisoten že kar 30 let. Pristop od spodaj navzgor ima 30-letno zgodovino tudi že v Sloveniji, kot LIDER pa že 2 programski obdobji. In kakšna je dodana vrednost tega pristopa v primerjavi z drugimi ukrepi programa razvoja podeželja? Zelo pomembna dodana vrednost je dvig socialnega kapitala na podeželju. Tukaj seveda je res zelo pomembna vloga tudi mladih, ki živijo na podeželju, potem izboljšava lokalnega upravljanja. Torej, pri nas v Sloveniji so preko lokalnih akcijskih skupin nastale že zelo velike mreže, ki vključujejo tako javne, zasebne in socialne akterje podeželja. In pa seveda projekte z neko dodano vrednostjo, ki jih preko drugih mehanizmov ali finančnih virov ne bi bilo možno izvesti. Ali so to neki manjši projekti, neka inovativna rešitev in tako dalje. Torej, tako v Evropi, kot vidimo tudi v Sloveniji, res preko 2 programskih obdobij je to učinkovit pristop pri razvoju rešitev za družbene in gospodarske izzive na podeželju, pri ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest, dodajanju vrednosti lokalnim izdelkom. In kaj lahko prinese LIDER mladim na podeželju? Kot sem že omenila, socialno vključenost. Mladi se lahko vključujejo tako v lokalne akcijske skupine, v projekte, podajajo svoje mnenje, kakšne so potrebe pri razvoju podeželja. Mladi imajo možnost odločanja preko lokalnih akcijskih skupin. Torej, kakšen naj bi bil ta razvoj, lahko se vključijo v upravne odbore ali organe upravljanja, ki te projekte tudi potrjujejo. Torej, imajo zelo pomembno vlogo lahko pri samem razvoju podeželja. Zelo pomemben mehanizem pa je tudi pri ustvarjanju delovnih mest na podeželju in druge prednosti. LIDER sicer se načeloma reče, da temelji na 7 načelih LIDER-a. Eden kot pomembnih je seveda ta pristop od spodaj navzgor, torej da prebivalci sami odločajo o prioritetah in svojih željah. Drugo načelo je povezovanje v mrežo, torej v te lokalne akcijske skupine. Potem sodelovanje v partnerskih projektih. Tukaj so možne zelo raznovrstne oblike sodelovanja različnih sektorjev, tudi mednarodno sodelovanje preko projektov sodelovanja LAS. Pomembno načelo je tudi inovacije, pri čemer vidimo, da mladi vsekakor ste pomemben sogovornik, saj imate svoje znanja, mladi na podeželju v Sloveniji ste zelo izobraženi in tukaj se pričakuje res vaša dodana vrednost. Možnost je tudi integriranih in več sektorskih ukrepov. Naše lokalne akcijske skupine, ki so pod vodstvom vodilnih partnerjev, ki jih boste tudi kasneje slišali, izvaja tako pristop LIDER, kot izvajajo tudi druge mehanizme, ki jih mladi bolje poznate, Erasmus, Interreg in tako dalje. In se ti mehanizmi lahko zelo dobro prepletajo. In pa, kot smo že rekli, pod vodstvom javno-zasebnih partnerstv, torej da lahko povežete svoje ideje skupaj tako občine kot mladi, kot zasebniki, kot institucije, kot mladinske organizacije, kot nevladne organizacije in tako dalje.
V tem programskem obdobju pa se je LIDER preko programa razvoja podeželja, tako kot je že gospod državni sekretar povedal, združil tudi z drugimi evropskimi skladi. In sicer se izvaja kot skupni instrument lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, pod kratico CLLD, če vam je to morda bolj znano. In sicer je na voljo okoli 110 milijonov evrov za ta skupni mehanizem iz kmetijskega sklada, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz ribiškega sklada. Torej iz teh posameznih operativnih programov skupaj imamo skupno uredbo, ki potem ureja ta sam pristop. Projekte se lahko izvaja preko podukrepa podpora za izvajanje operacij v okviru strategij in preko priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Zdaj pa še malo prostorskega prikaza, si lahko tudi pogledate, v katero lokalno akcijsko skupino v Sloveniji spadate. V tem programskem obdobju lokalne akcijske skupine pokrivajo celotno Slovenijo, kar je vsekakor zelo velik dosežek v primerjavi z evropskimi državami, kjer ni nujno, da je lokalna akcijska skupina povsod na podeželju. Torej najdete lahko svojo lokalno akcijsko skupino in se aktivno vključite v njo. Trenutno 33 lokalnih akcijskih skupin vključuje skupaj kmetijski sklad in regionalni sklad, so pa tudi 4 lokalne akcijske skupine, ki poleg teh 2 skladov vključuje tudi ribiški sklad. In še za občutek, koliko projektov je že nastalo v okviru tega pristopa. V okviru podukrepa 19.2 podpora za izvajanje operacij v okviru strategij je na voljo preko kmetijskega sklada, torej LIDER, slabih 40 milijonov evrov. Do konca leta 2021 je bilo odobrenih več kot 700 projektov ali v višini 34 milijonov evrov, zaključenih pa že kar več kot 500 projektov na podeželju. Po upravičencih so največji skupini zasedajo občine in imajo tudi največji delež sredstev. Predstavljajo pa 22,3% upravičencev, potem sledijo javni zavodi, iz kjer prihajate verjetno tudi mladinske organizacije, pa gospodarske družbe in društva, iz kjer ste tudi verjetno mladi. Ustvarjenih je bilo pa tudi 97 delovnih mest, kar je tudi kar dober rezultat za ustvarjanje delovnih mest v okviru programa razvoja podeželja. Pomembni so pa tudi projekti sodelovanja LAS, saj imamo na voljo 12,9 milijonov evrov, ki so bili razpisani preko 6 javnih razpisov. To so zelo zanimivi projekti, v katerih sodelujejo slovenske lokalne akcijske skupine, 10 projektov pa tudi takšnih, kjer so vključene tuje države. Tako da tudi to je zanimivo za mlade, saj ste izobraženi, imate poznavanje tujih jezikov, tako da tukaj je tudi potencial v prihodnosti za naslavljanje takšnih projektov. Če se dotaknemo vsebine, kakšni projekti vse nastajajo v okviru tega pristopa. Kar nekaj projektov je na temo podjetništva na podeželju, kot so spodbujanje podeželja preko obnove nekih prostorov za mlade, coworking prostori, ustvarjena so bila delovna mesta, izvajajo se delavnice za mlade. Potem v največji skupini po vsebini so projekti na temo turizma, kjer so nastale blagovne znamke, razni turistični produkti, delovna mesta, tematske poti prenočišča, kjer tudi opažamo, da je vključenih kar nekaj mladih v te nove turistične produkte. Potem kar nekaj je nastalo delavnic, tudi za mlade na podeželju,
tako računalniških tečajev, šiviljskih tečajev, organizacije tečajev tujih jezikov, športnih delavnic ali vadb in tako dalje. Potem po odstotkih, po vsebini je za turizmom sledi obnova in razvoj vasi, kjer je kar 21% takšnih projektov, v okviru katerih je nastala manjša infrastruktura na podeželju, ureditev prostorov za druženje, razna igrišča za prostori in površine za šport in rekreacijo, kar menimo, da je tudi zelo pomembno za dvig kvalitete življenja na podeželju, za otroke, ki jih imamo in vzgajamo na podeželju, tako da to je tudi zelo velika dodana vrednost. Sledi tudi kulturna dediščina, ohranjanje tradicionalnih znanj. Veliko delavnic je na temo prenosa tradicionalnih znanj obrti na mlajše, razne prireditve in storitve povezane z dediščino, folkloro in drugo dediščino na podeželju. In pa družba in sociala, kar menimo, da je tudi zelo pomembno za mlade, torej socialna vključenost na podeželju, se izvajajo razni medgeneracijski programi, razna varstva za otroke, neformalno izobraževanje, prenos znanja in ozaveščanje mladih in otrok na različno tematiko, kar lahko tudi vidimo na teh slikah. Torej izveden je bil na enem lasu tečaj, šiviljski tečaj za mlade ženske na podeželju. Potem zelo veliko je vključevanja teh otrok, torej raznih knjigic, tudi na okoljske teme, ki so zelo pomembne v okviru strateškega načrta. Potem je en projekt, kjer je bil obnovljen planinski dom, se sedaj tam izvajajo tabori, naravoslovne šole in tako naprej. Na podeželju vidimo tudi zelo veliko sedaj aktualnih pump trackov, površin za kolesarjenje, kjer lahko mladi preživljajo svoj prosti čas, razne digitalne rešitve, inovacije in tako dalje. Tako da teh stvari na podeželju je, vsaj kar kaže naša statistika, zelo veliko, upamo pa, da tudi vi sami opažate ta napredek na podeželju. Sedaj pa, kam se lahko sami vključite kot mladi na podeželju? V prihodnjem programskem obdobju se bo LIDER izvajal kot del skupnega pristopa LIDER CLLD z regionalnim skladom. V prihodnjem programskem obdobju bo Ribiški sklad CLLD izvajal ločeno. Vse dokumente pripravljamo v okviru medresorske delovne skupine CLLD, v okviru katere se pogovarjamo, kako poenostaviti te postopke, saj verjamemo, da za neko društvo, iz katerih prihajate, je lahko takšen postopek priprave projekta lahko precej težaven. Slišimo pa tudi, da je kar nekaj težav z zagotavljanjem lastnih sredstev, kjer sedaj verjetno vam lahko veliko pomagajo občine z zagotavljanjem sredstev, sedaj pa tudi iščemo rešitve, da bo tudi vam ta denar bolj dostopen. Intervencija LIDER se pripravlja v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023-2027 v okviru specifičnega cilja 8, ki spodbuja zaposlovanje na podeželju, rast, enakost spolov, vključno s participacijo žensk v kmetovanju, socialne vključenosti in lokalnega razvoja podeželja. Torej, to je specifični cilj, ki ga Evropska komisija podpira v okviru skupne kmetijske politike. Seveda pa se lahko naslavljajo vsakovrstne dejavnosti ali aktivnosti v okviru LIDER-a, če le bojo takšne potrebe prepoznane v okviru strategij lokalnega razvoja. Tukaj gre za nepovratno finančno pomoč. Torej, mladi se boste lahko
v okviru LIDR-a zelo kmalu vključili pri pripravi novih lokalnih akcijskih skupin ali že obstoječih, ki so na vašem podeželju. Namreč tukaj gre za odprto članstvo, tako da se lahko vključite, povežete z lokalno akcijsko skupino. V jeseni namreč bo že objavljen javni poziv za nove strategije lokalnega razvoja. Tako da na vašem območju bodo izvedene raznovrstne delavnice, kjer boste lahko izrazili svoje potrebe, kaj mladi potrebujejo na vašem podeželju, in se bo to lahko vključilo v strategijo lokalnega razvoja. Potem pa, ko bo sam strateški načrt pripravljen, sprejete vse pravne podlage, se bo nekje okoli leta 2024 tudi lahko takšna strategija lokalnega razvoja izvajala. V okviru strateškega načrta je na voljo okvirno 44 milijona evrov za ta pristop. Določen znesek sredstev bo tudi iz regionalnega sklada, saj bo šlo tukaj za skupne strategije lokalnega razvoja, tako da teh sredstev bo kar nekaj na voljo tudi za mlade ali druge potrebe podeželja. In na kakšen način se boste lahko v kasnejši fazi vključili v projekte? Upravičenci bodo tako lokalne akcijske skupine, fizične ali vsakovrstne pravne osebe na podeželju. Predmet podpore bodo ali dejanski stroški ali aktivnosti v okviru strategije lokalnega razvoja, storitve, stroški dela. Zelo pomemben, verjetno tudi za vas, je prispevek v naravi, tudi manjše naložbe v okviru projektov. Zelo aktivno se pa dela tudi na pripravi poenostavljenih oblik stroškov, tako da so možne tudi raznovrstne pavšalne podpore ali tako naprej, kar je še v fazi priprave. In pomembno tudi verjetno za vas možnost predplačil, se pravi, da že v začetku priprave projekta oziroma začetka projekta dobite nek zagonski denar. V okviru LIDR-a so do projektov upravičena vsa naselja z manj kot 10.000 prebivalci. V Sloveniji je teh naselij 16, to so Ljubljana, Maribor, torej ta večja mesta v Sloveniji. Tukaj v teh mestih bo možna le promocija ali neka manjša aktivnost, izjema. Torej upravičena so pa vsa podeželska naselja. Operacija bo upravičena, če bo v skladu s potrjeno strategijo, torej zelo pomembno je, da v tej pripravljalni fazi strategije res zelo dobro določite, kaj so tiste potrebe podeželja, da se bo takšne vsebine lahko potem tudi izvajalo. V strategijah bo določen postopek izbora teh operacij. Vsebinsko bodo operacije, se pravi, od spodaj navzgor, kakršne potrebe boste določili, vendar bo šlo tukaj za neke operacije z neko dodano vrednostjo za območje in ne recimo za nek projekt, ki ga lahko prijavite tudi na druge ukrepe programa razvoja podeželja, neke individualne naložbe, nakup traktorja, nakup organizacija neke posamezne delavnice. Torej, večji poudarek bo na teh partnerskih projektih, na inovativnosti, kjer vidimo vašo dodano vrednost mladih, v povezavi s tem tudi pametne vasi, ki so zelo aktualen pristop v tem programskem obdobju, torej razne socialne inovacije, tehnološke inovacije, digitalne inovacije na podeželju. Želimo si, da bi bili ti projekti res trajnostni, res za nek trajnostni razvoj podeželja in pa za določene ranljive skupine na podeželju, kamor lahko štejemo mlade, ženske, druge ranljive skupine, ki jih boste prepoznali v okviru strategij.
Operacija mora biti, se pravi, najprej bo lokalna akcijska skupina, ki bo imela potrjeno strategijo, bo objavila javni poziv, na katerega se boste lahko prijavili. Javni poziv bo imel neka merila za izbor, se pravi, da tukaj kljub temu, da verjetno na podeželju je kar nekaj idej, bo kljub temu na podlagi meril kar nekaj selekcije, da bodo izbrani tudi tisti najboljši projekti. In na to, ko je projekt izbran na ravni LAS-a, se vloži na vlogo na Agencijo za kmetijske trge, ki takšen projekt dokončno potrdi. Stopnja podpore bo načeloma do 80%, vendar je to še stvar dogovora in priprave izvedbenih uredb, in pa projekti nekje do 200 000 evrov.